Najlepša hvala. Torej, spoštovane novinarke in novinarji, hvala za vašo udeležbo na današnji novinarski konferenci. Namen današnje novinarske konference je v bistvu zelo konstruktiven. Predstaviti želimo predloge, ki smo jih pripravili v Novi Sloveniji, tako kratkoročne, srednjeročne kot dolgoročne, za popoplavno obnovo vseh prizadetih območij. Lahko rečem uvodoma to, da se je Slovenija res izkazala. Delim mnenja tako s predstavniki vlade kot s drugimi politiki, da je Slovenija stopila skupaj in da se je res v tej solidarnosti, subsidiarnosti, če želite, res izkazala. In tega sem zelo vesel in to sem zelo ponosen in verjamem, da bo v tem duhu Slovenija tudi nadaljevala. Posledice poplav so seveda strašne, in brez tega, da tako politika kot družba v celoti ne drži skupaj, pač nismo sposobni, a pa ni v naši moči, da bi lahko vse posledice uspešno sanirali. Se pa v Novi Sloveniji zavedamo dejstva, da prvih 14 dni, prvi mesec, ko so vse oči in kamere upete na poplavna območja, da zgleda vse idilično, ne? In da se lahko stvari zelo hitro premaknejo. Ampak ob tem pa v Novi Sloveniji obljubljamo ljudem, ki so prizadeti, eno pomembno stvar. In sicer, da bomo budno spremljali, kaj se bo dogajalo na terenu, ne samo danes, ne samo čez en mesec, ampak vsa leta, tudi potem, ko se bodo končali fototermini, ko bodo kamere iz poplavnih območij odšle. Ampak bomo spremljali tudi takrat, ko bodo ljudje v bistvu ostali sami, ko pride jesen, pride zima, pride pomlad, in takrat bo ta sanacija še vedno trajala, še vedno bomo potrebovali obnovo in takrat si želimo prav tako enotnosti slovenske politike pri upravljanju sanacije. Torej, ne bomo kritični, bomo bili konstruktivni, kritični pa bomo, vkolikor se v tem primeru ne bo pa zagotavljalo ljudem nazaj povrnitve življenja v neko normalnost. Torej, mi smo pripravili predloge, ki bomo predlagali tudi vladi na jutrišnjem sestanku, in sicer gre za celovit pristope k sami pripravi tudi potem interventne zakonodaje. Se pravi, prvič izvedba interventnih ukrepov za zagotavljanje dostopnosti in varnosti prebivalcev. Tukaj soglašamo z vlado v določenih primerih, kar se tiče tehničnih pisarn, naprimer na samem terenu. Potem tudi ustanovitev posebne strokovne skupine, ki bo koordinirala interventno sanacijo ter nujno obnovo cestne in komunalne infrastrukture. Torej, potrebna je ta interventna obnova cest in postavitev začasnih potonskih mostov za zagotavljanje dostopnosti. In v tem primeru tudi v Novi Sloveniji pozdravljamo odločitev, da je na primer priznani strokovnjak Marjan Pipenbacher, da je del ekipe. To je modra odločitev. Sam sem sodeloval s gospodom Pipenbacherjem na različnih projektih v svoji prejšnji funkciji in lahko rečem, da je človek, ki ima znanja in absolutno in ki ve, na kakšen način sanirati posledice poplav. Tudi želimo poudariti pomembnost interventne sanacije vodotokov pred jesenskim in zimskim obdobjem visokih voda. Ta sanacija je zelo obsežna. Če primerjate, da so cele reke pač naredile zaobšle obstoječe struge tudi za več kot 100 metrov, da je še vedno in hladovina in ta mehek prot na vrhu, je treba to res interventno urediti. Želimo pa poudariti eno pomembnejšo stvar, na kakšen način pristopiti k tovrstnim sanacijam. Če se bomo držali obstoječih birokratskih okvirov, potem bo to zelo težko. Tega v Novi Sloveniji predlagamo več ukrepov za birokratski prelom z določeno zakonodajo. In sicer, prvič, povečati treba sredstva tudi občinam. In sicer predlagamo, da zaradi poplavne sanacije plazov in nujne obnove osnovne infrastrukture, kot so vodovodi, lokalne ceste, da se najbolj prizadetim občinam povprečnina, ki ji pripada v skladu s sedanjo zakonodajo, dvigne iz 700 evrov na 800 evrov. Občine znajo ta denar zelo učinkovito porabiti, vedo, kje so potrebe in na kakšen način jih potem razporediti ta finančna sredstva. Se pravi, 700 evrov povprečnina na 800 evrov. Pomembna stvar.
Ta trenutek imamo v bistvu 3 resorje, ki se ukvarjajo in so prepleteni en z drugim. Se pravi infrastruktura, potem MOPE, pa ta tretji nov resor, ki je iz MOPE nastal. In se pravi, vse skupaj zelo prepleteno. In ta usklajevanja, verjemite, da so zelo težka. Mi v Novi Sloveniji predlagamo, da DRI, ki ima več 100 strokovnjakov, inženirjev, projektantov, da prevzame pripravo vse projektne dokumentacije in vodenje izvedbe del povezanih s poplavno sanacijo. Samo na tak način lahko zagotovimo hitro, strokovno in celovito v bistvu, sanacijo vseh javnih in zasebnih objektov ter infrastrukture. Tukaj velja en razmislek, ne kot predlog vladi, in sicer ustanovitev morebitnega posebnega projektnega podjetja, tako imenovano SPV podjetje, ki vodi celotno sanacijo. Pozdravljamo, da imamo posebnega državnega sekretarja pri predsedniku vlade. Ampak to, če želimo uspešno sanacijo, bo še vedno mnogo premalo, da bo državni sekretar narekoval posameznim ministrom, kaj morajo narediti. To je zelo počasna zgodba. Posebno projektno podjetje smo imeli recimo v primeru 2TDK-ja, ga imamo še, ki izvaja infrastrukturo drugi tir za več kot milijardo evrov. Tukaj pa govorimo mi o več milijardah, ne o milijardi evrov. In je ključno, ali so ministrstva in državni uradniki, državni aparat v stanju, poleg vseh ostalih del, v stanju biti kos tako veliki nalogi. To dajemo samo v razmislek, nismo od tega poslali naprej, ampak vem, da sam sem sodeloval pri SPV-u, kar je 2TDK, in da je bila ta odločitev edina smotrna takrat, zaradi tega, da se tudi lahko potem drugi tir začel graditi in je končno prišel v to, da se res uspešno izvaja. Predlagamo spremembo pomemben del, ki ga želim poudariti tudi danes na novinarski konferenci. Sprememba gradbene zakonodaje, ki jo omogoča nadomestno gradnjo brez novega pridobivanja gradbenih dovoljenj tam, kjer strokovnjaki ugotovijo, da je gradnja ob ustrezni protipoplavni zaščiti varna. Se pravi, to predlagamo poenostavitev postopkov. Če vi greste danes pridobivati gradbeno dovoljenje za nek nov most čez Kamniško Bistrico pri dolu pri Ljubljani, ki ga odnese, ali pa gor na Viru, ali kjerkoli drugje, to so zelo dolgotrajni postopki. Pridobivanje vseh soglasij v tej državi traja zelo dolgo časa. Zaradi tega tam, ker strokovnjaki ocenijo in pride do nadomestne gradnje, tam, kjer je mož že bil, pa strokovnjaki ocenijo, da ni potrebnega novega gradbenega dovoljenja, da je bilo obstoječe gradbeno dovoljenje v redu, zato pač imamo strokovnjake, da tam se poslužujemo nadomestne gradnje, kot smo nekoč že poznali, torej brez novega gradbenega dovoljenja. Glede obnove hiš, porušenih hiš, domov prebivalstva in tako dalje, pa pozivamo vlado z enim delom, in sicer da ponovno pretehta odločitev, da bo ljudem, ki so ostali brez vsega, zagotovila nadomestna prebivališča v državnih tipizirano zgrajenih naseljih. Zdaj menimo, da mora država ljudem ponuditi predvsem možnosti in ustvariti pogoje, da si ob zagotavljanju ustrezne poplavne varnosti domove ljudje obnovijo sami. Da se jim zagotovi za to pogoje, ljudje pa na to sami to naredijo. Kako bomo nekoga prisilili, ki z družino tradicionalno živijo stoletja lahko v eni hiši, ki jo je pač odneslo, da jih preselimo nekam drugam trajno. To je zelo nečloveško. In tukaj pozivamo vlado, da v bistvu obrnemo shemo, in sicer, da ljudem damo možnosti, pogoje, finančna sredstva, zagotovimo moratorije, če hočete, na kredite, kakorkoli, da se dajo pogoji, ne pa da jih prisilimo živeti v določenih stavbah, ki jih mogoče sami tudi ne želijo. Tukaj v tem delu poudarjamo, tudi vladi predlagamo, da se nemudoma ustanovi solidarnostni sklad za obnovo poškodovanih in uničenih domov, v katerega se steka potem vsa pomoč, tako iz državnega proračuna, kot tudi od prispevkov številnih navadnih ljudi, podjetij, donatorjev in tako dalje. Ljudje absolutno potrebujejo primerne odškodnine, da se lahko sami zopet postavijo na noge in uredijo življenje na način, kot si jih v bistvu sami želijo. Se pravi, glede na oceno strokovnjakov tudi z DRI-ja, kar predlagamo, se na to omogoči obnova objektov po načelu
nadomestne gradnje tam, kjer je to ob ustreznih protipoplavnih ukrepih seveda varno, kar sem že prvotno dejal za celotno javno infrastrukturo, da se te postopke poenostavi tudi pri pridobivanju postopkov za fizične osebe, za hiše. Ostalim pa se omogoča nadomestna stavbna zemljišča za novo gradnjo, kar je predlagala tudi že vlada, da bo tukaj postopke pohitrila. Ni pa to enostavno nadomestna zemljišča dobiti po obstoječi zakonodaji. Vsako novo gradbeno parcelo, ki jo ti prestaviš iz kmetijske, naprimer, rabiš nadomestna zemljišča, to so celi postopki in tukaj pozivamo, da se ta del zakonodaje pri pridobivanju zemljišč tudi poenostavi. In kot sem že dejal, zagotovitev ugodnih kreditov, subvencionirano ali ničelno obrestno mero za prebivalstvo, za ljudi, ki imajo porušene domove. To bi bilo ta prispevek solidarnostnega sklada ali na kakšnokoli drugi način. Še ena pomembna stvar, in sicer pomoč gospodarstvu za ohranitev delovnih mest. Tudi tukaj Nova Slovenija apelira, da vlada do leta 2027 ne dviguje davkov in s spremembami zakonodaje podjetjem ne nalaga od dodatnih obveznosti, novih obveznosti ali administrativnih ovir. Torej, čim prejšnja obnovitev gospodarske proizvodne na prizadetih območjih je torej ključna tudi za ohranitev delovnih mest, za gospodarsko aktivnost. Torej, gospodarstvo, ne glede na poplave, potrebujemo. Zaradi tega predlagamo uvedbo 100% subvencioniranja skrajšanega delovnika ali čakanja na delo za podjetja na prizadetih območjih, subvencioniranje obrestnih mer za nabavo uničenih strojev in opreme. Če je nekdo izgubil stroje v proizvodni, njega kupec ne čaka. On je dobavitelj za nekoga v tujino in mora nemudoma spet zagotoviti proizvoden obrat, da napolno deluje, sicer bo izgubil kupce kjerkoli po Evropi. Zlasti so tukaj res na udaru vsi tisti izvozniki na prizadetih območjih. In peta točka, dragi novinarji, pa je debirokratizacija države. Vmes sem se že nekaj stvari dotaknil. In sicer pomembno, da se vzpostavi izjema za izvedbo del poplavne obnove tako, da se odpravi dolgotrajne javne razpise in omeji pritožbene postopke. Torej, izvajalce ni nujno, da se zbere na javnem razpisu. Tukaj so tudi druge možnosti. In sicer lahko se izbere po postopku pogajanj z zainteresiranimi gradbinci brez predhodne objave. Mi imamo lahko javna naročila, spomnimo se predora Karavanke, ki se lahko vlečejo tudi 2 leti. In če se gradbinci med sabo začnejo pritoževati in tožiti, brez poenostavitev postopkov, bo to trajalo lahko leta, da lahko se pride do obnove neke ceste, večjega kosa železnice, mostov, karkoli. Torej, tudi postopke javnega naročanja je treba skrajšati, poenostaviti. Sicer bomo bili priča totalni zmedi, ko se bo različni izvajalci med seboj pritoževali zaradi tega, da bi lahko gradili. Potem je tudi pomembno, da se spremeni področna zakonodaja, ki razširi pojem vzdrževalnih del v javno korist za obnovo cestišč in mostov. Mi imamo tako imenovan VDJK, seveda v zakonodaji, imamo posamezne koncesionarje tudi, ki delajo na prizadetih območjih na podlagi koncesijske pogodbe, ki je vredna skoraj 1 milijardo evrov za nekaj letno časovno obdobje. Ampak ta vzdrževalna dela v javno korist, ta pojem je treba v zakonodaji razširiti. Zato, ker lahko kot skozi okvir vzdrževalnih del lahko speljemo mnogo stvari, za katere je potrebno ta trenutek, naprimer, presoja vplivov na okolje, ki traja 1 leto, ali pa pridobivanje ostalih dovoljenj od direkcije za vode in tako naprej. Se pravi, da se skozi vzdrževalna dela v javno korist lahko te postopke poenostavi. Vam povem en primer. Predčasno ste pisali glede širitve 3. pasu od Domžal proti Ljubljani in da bo to narejeno v 2 letih, sem dejal 2020. leta. Absolutno bi bilo, kajti šli smo po postopku VDJK, vzdrževanje v javno korist. Zgodila se je vmes 2 pritožbi, mislim, da neka direkcija, pa še NIJZ, pa tako naprej, in Dars se bo primoran pripraviti študije za presojo vplivov na okolje. In to zdaj traja. Če bomo povsod tudi pri sanaciji
pri tej sanaciji tako ravnali, potem bo res to trajalo spet ne 2 leti, ampak 5 let, kajti gre za mnogo večjo sanacijo, kot je na primer razširitev enega dela avtoceste. In še ena pomembna stvar, da birokratizira naj se tudi dolgotrajne postopke pridobivanja, kot smo že dejali, gradbenih dovoljenj. Za uvedbo res želimo podariti instituta nadomestne gradnje, ki se uporablja tako za obnovo domov na prizadetih območjih kot javno infrastrukturo. To res želimo podariti. Kajti, če bomo mi imeli, še enkrat podarim, postopke takšne za pridobivanje gradbenega dovoljenja, kot jih poznamo danes, dragi moji, potem roko na srce bo to trajalo dolgo časa, ne glede na to, da politika bo držala skupaj. Kajti imamo druge institucije, katerih čakamo na odgovore ne 30 dni, kar bi bilo pomembno, da se bi štelo potem, da če v roku, določen časovnem roku nek organ ne odgovori, da se pričakuje, da je to molk organa in da pritrdi, ne, da se strinja z določenim projektom, ne pa, da se v bistvu čaka lahko te institucije državne, lahko tudi več kot leto dni, da dajo mnenje, pozitivno ali pa negativno. Se pravi, te roke treba skrčiti z 30 dni, kar je po zakonu o uradnem postopku, pa to ne sme biti institucionalni rok, ampak mora biti na 14 dni. Se pravi, treba narediti pritisk tudi na te institucije, da so odgovorni, kajti kljub temu, da bomo na drugi strani lahko imeli politiki zelo dobro voljo, da rešimo stvari. Tako vlada kot opozicija, če želite, če bomo bili ujetniki teh postopkov, potem bomo mi sanacijo odpravili dalj časa. In to želimo, kar boste dobili tudi v pisni obliki. To smo na vlado že posredovali pred jutrišnjim sestankom, ki se ga bomo udeležil, in to bomo tudi predlagali te naše ukrepe tudi vladi. Torej, Nova Slovenija bo v tem okviru zelo konstruktivna, bo pa bila tudi kritična, če se nič ne bo premaknilo v doglednem času. Na voljo sem za vaša vprašanja. Prosim. Najcfurlan televizija Slovenija, gospod Vrtovec. Govorili ste veliko o dolgoročnih ukrepih, kaj pa ti kratkoročni. Recimo november, december se približuje ta mraz, visoki nalivi, tudi možnost novih poplav, upamo sicer, da ne, kaj se lahko uredi v tem kratkem času? V tem kratkem času, sem dejal že pod prvo točko, ne, je treba nujno sanirati vodotoke. Če bomo pa primer Kamniška Bistrica v neposredni moji bližini je v bistvu premaknila strugo v enem delu za 80 metrov. Ne. Zdaj, če bo to nova struga Kamniške Bistrice brez tega, da bi bila sanirana, bo to bo kaos v jeseni. Ne. Gre za to, da tukaj treba res združiti so mehanizacijo gradbeno in da se te posledice odpravijo. Najprej reševanje vodotokov, zaradi tega, da ne bomo imeli mi septembra ponovno posledice zelo hude, ne glede to, da bi lahko bila ujma manjša kot zdaj. Ne. Spravi, če ne bomo sanirali vodotokov, potem bo že manjšem deževju lahko bil kaos totalen. Ne. Ampak jaz verjamem, da tukaj lahko brez posebnih postopkov, kot nujna sanacija vodotokov, brez posebnih dovoljenj naredimo zelo veliko. Imamo pa, to lahko povem, no, da imamo dovolj gradbene operative in gradbene stroke, da je tej nalogi kos v zelo kratkem času. Trdim, da imamo dobra gradbena podjetja, da kapacitete njihove niso zasedene in da lahko pridijo z Primorske, z Prekmurja, pa z Dolenjske, vsi na pomoč v Kamenk, na Koroško, pa na Škofjeloško. Se pravi, mislim, da je gradbeno operativ v Sloveniji dovolj znanja tudi, strokovnjakov tudi, da se lahko v kratkem času zelo močno sanira vodotoke. Če pa se slučajno vmes pojavi kdo, ki bo reševal metuljčke, pa ribice, tam, kamor je to nepotrebno, potem pa lahko to zelo dolgo časa traja. Recimo, kaj pa pozivate razne lastnike zemljišč, kmetov, včeraj smo slišali na tiskovni konferenci ljubljanskega župana Zorana Jankoviča, ki je dejal, da so nekatere protipoplavne nasipe tudi rušili nekateri lastniki zemljišč. Kaj pozivate? Se to pusti na miru, strokovnjaki vedo, zakaj so to postavljali? Ja, absolutno treba poslušati stroko, ne? Tle sploh ne moramo mimo tega, ne? Zdaj, ne more fizična oseba iti podirati nekega nasipa, ne? Potem pa rata škoda, jaz ne vem, obžalujem, da se to dogaja, ne? Ampak absolutno je treba to sanirati na novo, ne? Pa tudi obvestiti prebivalce, da tega ne počno. Enostavno, je to nezaslišano, v bistvu gre za prekomeren poseg, ne? Če me vprašate. Je tukaj tudi vprašanje samega dejanja
ali je to pravno, ni pravno, ne vem, če kdo je lastnik tega zemljišča, ampak strokovnjaki že vedo, zakaj je tam nasip. Ne. Še ena pomembna stvar, to sem pozabil. Veste primer, celo Posavje ni poplavilo. Poplavljen je bil samo en del Posavja. Samo dol zadnje vasi pred mejo s Hrvaško. Zakaj? 5 let, še več kot 5 let čakamo na gradbena dovoljenja za hidroelektrarno Mokrice. Mura v Avstriji ni poplavljala, v Sloveniji so nasipi, hvala Bogu, zdržali. Lahko ne bi, v enem delu niso zdržali. Samo v Sloveniji ne Muri pa ne bo hidroelektrarn, ki bi lahko uredili tudi poplavno varnost. Tako v spodnjem delu reke Save, ki bi zaščitila ta hidroelektrarna Mokrice, kot lahko tudi gor prek Mure. Ali pa male hidroelektrarne na vodotokih, ki imajo rušilno moč, kot so Sora, Kamniška Bistrica, Savinja. To so tudi tiste dolgoročne rešitve, ampak pri obstoječih zakonodajnih postopkih bomo do teh hidroelektrarn prišli še nadalje. To pa tudi želimo poudariti, ampak to je res dolgoročen projekt, ki se ga bi vlada morala zavedati, da poleg tega, da mi zagotavljamo dodatno proizvodnjo električne energije, tako male hidroelektrarne kot recimo Mokrice in tako naprej, da je to tudi protipoplavna varnost. Da tudi s tem, da v Avstriji recimo se tega zavedajo, zaradi tega imajo recimo tudi na Muri hidroelektrarne. Prosim. Suzana Kozdelo, jaz vas vprašala nekaj v zvezi z vašo izjavo, ker ste rekli, da pričakujete, da vlada do leta 2027 ne bo dodatno obremenjevala gospodarstva z davki oziroma z drugimi odločitvami. Z tega se mi porajata dve vprašanje. Eno, ali mislite, da bo zaradi te popoplavne sanacije zastalo reforme na drugih področjih, ki so jih napovedovali tudi z dodatnim obremenjevanjem. In še drugo vprašanje vezano s to vašo izjavo, ali torej vi nasprotujete temu, kar je napovedal oziroma izjavil premier, da pričakuje solidarnost gospodarstva, kar bi lahko, da ni še jasno na kakšen način, kar bi lahko pomenilo tudi, da napovedujejo dodatne obdavčitve dobičkov. Ste proti temu? Hvala. Se je zelo logično, če bomo dodatno branili gospodarstvo, te ljudje, ki so zaposleni v tem istem gospodarstvu, v bistvu ne bojo bili več zaposleni, ker gospodarstvo ne bo moglo dihati. To gospodarstvo tudi prizadeti, to gospodarstvo, pogledajte podjetja gor na Koroškem, v Savinjskem, ta podjetja so zelo prizadeta. Smo zato, da tudi in ljudje, pač prebivalstvo, in na drugi strani gospodarstvo, seveda, da smo solidarni. In to ne samo, dokler imamo prižgane kamere in so fototermini v Savinjski dolini na Koroškem, ampak dalj časa bo potrebna solidarnost v tem primeru. Skratka, ste proti dodatnim davkom na dobičke podjetij? In drugo, ali menite, da bo druge reforme zastale? Še enkrat povem, smo proti dodatnemu obremenjevanju gospodarstva, tudi kar se tiče dobičkov podjetij, ker da te dobičke bojo podjetja namenila tudi za sanacijo škode, ki so zdaj nastale, zlasti podjetja iz prizadetih območij. Druga stvar, reforme zastale, želimo si, da ne. Bo pa absolutno te poplave, ta ujma, determinirala vlado ne samo za naslednje leto, ampak tudi za volitve leta 2026. Glede na to, kakšna je škoda in kakšne so posledice, se po mojem prepričanju analitskem ocenjevalo delo vlade na podlagi tega, kako bo sanirala škodo poplav. Da pa ne bo pomote, te isti ljudje, ki so prizadeti v poplavah, potrebujejo zdravstveno reformo, da lahko sploh pridejo do zdravnika. Te isti ljudje potrebujejo razbremenitev gospodarstva, zaradi tega, da lahko imajo večje plače. Torej, dela je veliko, absolutno, za vlado zaradi te ujme toliko več. Je pa to ta trenutek primarna stvar, tako ocenjuje Novi Sloveniji. Ujma je primarna stvar. Še kakšno vprašanje? Mogoče sem še za konec parlamentarsko kanclerja in bi se samo navezala na kolegico, pa tudi par ste jih že omenili, pa vseeno, mogoče parih stavkih samo še proti katerim ukrepom, ki jih je vlada že predstavila, tudi napovedala, pa ste v Novi Sloveniji. Proti katerim ukrepom? Mislim, če imate prav kakšno tako jasno stališče proti katerim. Se sem ga izrazil. Dejte, absolutno se ne strinjamo s tem, ker tudi ljudje nas kličejo, da ne želijo živeti v tipskih montažnih hišah.
To je zelo težko ljudi prisiliti, ki ne živijo. Lahko so to montažne hiše, začasni objekti, da niso na svoj vrsten način zgrajeni z obdobje, ko si ljudje ne morejo sami pomagati. Zelo težko nekoga preselimo, če si tega ne želi in da mu mi zgradimo neko tipsko hišo, če se take ne želi. Da tega predlagamo vladi, da ponovno premisli ta ukrep, kajti najslabše bo, da bomo mi zgradili 500 novih hiš, 1000 novih hiš, ki bodo bile prazne in ljudje si bodo potem pomagali raje sami, kot da živijo nekje drugje, izven svojega kraja, v hišah, ki si jih v bistvu ne želijo takšnih, kot bodo narejene. In tukaj smo dobili številne klice tudi prizadetih ljudi, da v bistvu ne se jim sam dajo pogoji, da se ustvarijo nazaj svoj dom.